Kaj so počeli naši politiki od leta 90 do danes? Ne vem, kajti v politiko sem stopila šele pred 4 leti, ravno zato, da bi se to enkrat ustavilo. In ko sem prvič v parlamentu izrekla besedo tovarišice in tovariši, je bila to prvič izrečena beseda v samostojni Sloveniji. Uspeli smo sramovati se tako lepe slovenske besede, kot je tovarištvo, ki je stoletja stara, stara je kot slovenski jezik. Beseda, da skupaj nekaj tovoriš, da nosiš skupaj breme, da se podpiraš. Ampak, kot je že župan prej rekel, vse več je gospodov in gospa. Včasih imam navado reči, pogospodili so se fičviriči, tovariši pa smo ostali tovariši. In gledajte, danes mi je rekla moja hčerka, mami, jaz bi se pa kar najraje odselila iz Slovenije. Pa ne zato, ker bi me bilo strah, ker je moje krvi in ja ni strah. Vedno reče, preživeli bova, če pa ne bova preživeli, pa tako in tako ne bova vedeli, da nisva živi. Ampak zato, ker odprem Facebook, odprem Twitter in ne morem verjeti, kaj vse berem. Ne morem verjeti, kaj ljudje govorijo o tebi, o meni, o nas, o partizanih, o vsem, kar smo verjeli. In to je razlog, zakaj naši mladi odhajajo. Na vseh borčevskih proslavah nažalost vidim bolj zrelejše, starejše ljudi, pogrešam pa mlade, pogrešam mojo generacijo. Kolikokrat se zgodi, da sin partizana, ravno včeraj so imeli eno zborovanje v moji Metliki, eno veliko sramoto smo doživeli v Metliki, kajti, kot bi se rekli Srbi, naši prijatelji, desijo se narod, tudi v Beli krajini, ko je SDS, civilna iniciativa, organizirala nekakšen shod proti nekakšnim migrantom, ki jih ni, proti nekakšnemu centru, ki sploh ni načrtovan, samo zato, da bi vadili državni udar. Vedeti moramo in jasno govoriti, kaj se dogaja. Janša je izgubil volitve in hoče oblast. In naivni ljudje, misleč, da se borijo za svoje pravice, hodijo tja na nekakšna zborovanja in sinovi partizanov korakajo skupaj s Šiškom. Vidite, tukaj smo pa kot nacija padli. Ko resnico je treba govoriti vedno in povsod. Seveda prvič, ko jo spregovoriš, vsi planejo po tebi, drugič tudi. Mi smo kar naprej stigmatizirani, pljuvajo po nas, grozijo nam. Vendar je treba pokazati, da se ne bomo pustili samo cenzurirati, da nas ne bo strah besede. Kajti, če bi tako razmišljali naši borci in borke, naša osvobodilna fronta leta 40, ko je Goloroka vstala proti eni največji armad v Evropi, nas danes ne bi bilo, tovarišice in tovariši. In ta svoboda medijev in ta svoboda sovražnega govora je nekaj nezaslišanega. Oni si dovolijo vse. Dovolijo si blatiti svetle ideale revolucije, ki je bila socialna revolucija. Brez te revolucije naši starši, naši bratje nikoli ne bi mogli imeti enako izobrazbo, enako zdravstveno oskrbo, enako socialo, kot vsi, ki so bili bogati. Brez socialne revolucije ta borba, narodno-osvobodilna borba, ne bi bila tako pomembna. In danes je vse to omalovaževano. Celo mediji, celo nacionalni mediji govorijo, da je bila to nekakšna državljanska vojna. Za božjo voljo, kakšna državljanska vojna. Vse so pomešali in nihče se ne postavi po konci. Danes sem razmišljala, zakaj je bila včasih politička nastava. Ja, nihče ljudem ne govori resnice. Ti lahko poloviš tele Šiškovce in jih zapreš, ampak oni bodo še močnejši, še glasnejši.
Lejte, rekel sem nekaj proti migrantom in pristal sem v arestu. Kaj bi morali? Tem ljudem bi morali razložiti, kako zelo so zavedeni, da sovražijo nas, ki jim želimo dvigniti pokojnine in plače in podpirajo kapitaliste, ki jim tega ne dajo. Kam smo prišli? Lejte, v zgodovino, če pogledamo pred drugo svetovno vojno, se je zgodilo identično. In Janez Janša dela točno po knjigi. Če si pogledate Mein Kampf ali pa Goebbelsovo knjigo, on dela po načrtu, ki je že 100-krat preizkušen. In berimo te knjige in predvidimo ga za Božjo voljo in ustavimo ga že enkrat. Ampak smo že malo pozni, ne? In nikoli pa ni prepozno, ampak temu zlu smo dovolili, da se je neskončno razraslo. In zato, tovarišice in tovariši, se tako veselim vsakič, kadar se srečam z vami, kajti končno sem lahko med prijatelji, med somišljeniki, kajti tudi v državnem zboru, veste, jih ni prav dosti. Lahko izbiramo manjše zlo, lahko podpiramo vlado, vendar do leve vlade smo še kar daleč. Zadnja vlada Mira Cerarja je naredila največ škode. Z ustrahovanjem, z žicami, z odpustki bogatim. In to sem vam hotela reči. Pred drugo svetovno vojno v 30 letih, kaj se je zgodilo? Na volitvah, legitimno, sta dobili cirka 30% glasov tako komunistična partija Nemčije kot nacionalsocialisti. In v strahu, da se bo levica, da se bodo komunisti dvignili in izborili pravice za delavski razred, je kapital podprl Hitlerja, našumtal delavski razred proti komunistom in potem vemo, kaj se je zgodilo. Morija brez primere in tudi tukaj imamo žrtve take in te morije. Zato, tovarišice in tovariši, nikoli ne pozabite, da morate tudi na mlajše rodove prenašati vse, kar veste, in da mladi rodovi ne smejo nikoli podleči lažem. Govorimo resnico, kajti edino resnica v resnici osvobaja. Smrt fašizmu!